A se je bilo lepo vrniti na svojo stran igrišča in verjetno se je bilo lepo vrniti k zmagi? Ja, bolj to drugo. To prvo pač ni moje. Kamor me selektor da, tam bom vedno dal vse od sebe. Če je to dovolj dobro ali ne, boste ocenili vi oziroma kdo drug, ampak moje je, da naredim pač kar lahko v danem trenutku in ja, najbolj pomembno je, da smo se vrnili k zmagi, ker tisto proti Norveški res ni bilo po naše, bom rekel, ker znamo boljše, čeprav tudi danes mogoče to ni izgledalo za oko najbolj fajn, najbolj navdušujoče, ampak po porazu, po težkem porazu, po dolgi poti tudi ta čas 3 ure nam ni šel na roke, smo kar čutili utrujenost, ampak ja, smo zgarali in še enkrat več pokazali karakter in pa srce za Slovenijo. Očitno selektor zaupa in tebi in tej tvoji pripravljenosti dati vse za reprezentanco, da te da tudi takrat, kot je v Oslu tudi rekel, da te je vprašal, če si kdaj igral desno, pa si rekel, da enkrat pri Pionirjih, pa je mu bilo to očitno dovolj. Kaj ti to pomeni? Mislim, jaz sem skozi celo kariero pač bazoval na tem, da pač ta karakter, ta neka fizika, enkrat je malo boljša, enkrat malo slabša, ampak pač to sem jaz. Nisem jaz zdaj neki igračina, da bom talil žoge pa ne vem kaj, ampak pač vem, kaj je moj forte in tega se držim skozi celo kariero in držal se bom, dokler bom lahko. A je gol prišel v pravem trenutku, vendarle zato, da je bilo lažje, sicer dobro, je bilo težko potem, ampak da ni bilo te nervoze, ki v prvem polčasu v koncu ni šlo? Pa ni bilo nervoze, jaz nisem začutil nervoze, to mogoče bolj vi. Ampak mi smo imeli nek svoj plan, je res, da smo delali nekaj napak v prvem polčasu, ker so oni z nekih pol konter bili, recimo temu nevarni, čeprav mislim, da niso streljali v okvir gola, če sem prav videl. Tako da ja, pač ta gol je dal, nekako je potem dal, kako bo tekma potekala. Oni so malce vzeli to žogo, vendar mislim, da smo se dobro branili, imeli še nekaj konter, ki jih nismo dobro izpeljali, ampak ja, najbolj važno je, da so točke tu. Kako si videl ta gol? Še enkrat lepo je sedel. Hvala. Zdaj sem si ga pogledal, res super gol, nekako na igrišču, pa sem je v glavi predvsem, da jo dobro sprejmem, ker sem jo dobil od Erika, da nekako probam čim prej zaključiti, kar mi je ratal, tako da sem vesel. Kaj ti pomeni ta gol, glede na to, da si imel težave s poškodbo, glede na to, da v klubu, ko je status mogoče ni tako, si želiš verjetno veliko da ta gola? Ja, neko olajšanje, neko potrditev, v bistvu, ne glede na to, da v klubu ne gre po mojih željah, nikoli nisem nekako buko dal glave dol in verjetno ta gol prišel kot neka nagrada, da pač sem na pravi poti, da včasih pač je treba tudi potrpeti in predvsem sem pa vesel zaradi ekipe, da smo uspeli zmagati na težkem gostovanju. Kaj je bil pomen in sporočilo proslavljanja gola z Luko Brklačo? Ne, veliko časa sva zdaj še malo več kot ponovadi spreživela skupaj zaradi te moje poškodbe. Ja, vedno je verjel, verjame vame in nekako, tako sem se počutil, da ga proslavim z njemu. Tako da ja. Jan, kar nekaj časa ste že zraven, zdaj omenjali ste tudi Luko, Kek je rekel na novinarski, da je pogledal v oči ostalim sodelavcem, da bodo vsi zdaj ostali del strokovnega štaba. Ampak zdaj na koncu te reprezentančne akcije gledaš, koliko se je dejansko poznal, recimo, da Boštjan, koliko je ta recimo čudna atmosfera, tudi selektor se je tak izrazil, vplival na vse skupaj? Pa ne vem, jaz mislim, da na nas igralce ni to preveč vplival. Mogoče me osebno, nekako sem več medij, nerad nekako pozornost stvari, ampak ja, definitivno je pa nek specifičen bil tale, ki zbog zaradi dosti podvanja, zdaj v kadru se nekaj menjali, ampak nogomet se je včeraj, se bo tudi jutri, tako mi nimamo vpliva na to in je pa definitivno bil strokovnjak, ker nam je veliko pomagal s svojimi izkušnjami, tako da
mu želim vse najboljše v pač nadaljnji karieri in verjamem pa, da je vsak izmed nas nadaljiv. Imaš kako idejo iz časa kariere, koga bi si želel zdaj videti na mestu pomočnika, ali je to pretežko vprašanje za tak? Ne, pretežko. Jaz razmišljam o svojem poslu in za ostalo bojo poskrbeli drugi. Jan, če lahko še malo o sami tekmi. Enostavno je na taki tekmi, se mora zgoditi nekaj tako dobrega, kot je bil vaš gol, zato da se pregrizne tega tekmeca, ki je bil pred všemi navijači čist drug kot v Sloveniji. Ja, mogoče smo celo mi nek zagon pred njihovimi navijači in ja, je bilo zelo pomembno. Čeprav smo imeli veliko priložnosti, Golman parkrat dobro reagiral. In ja, ponovadi je v takih tekmah ali neka prekinitev ali pa nek tak gol, ki preobrne potek dogajanja. Jan, 2 tekme oktobra, en poraz, ena zmaga. Kako razmišljate o tem, o igri, o točkovni beri? Ja, definitivno smo želeli 6 točk. Nažalost, take tekme pač na Norveškem se zgodijo in zato je bilo najbolj pomembno, da odgovorimo danes na pravi način, pa zdaj ni to sam pomemben, da smo zmagali, ampak pač nek odgovor ekipe. Mislim, da smo spet pokazali, da smo pač neka trdna ekipa, katero se težko prebije in zdaj za naprej pa cilj je še vedno prvo mesto, vedno je in tudi v novembru bomo šli na 6 točk.